Mirjam. Sara. Tin. Patricija in manjkajo še Hrvoje, Nina in Tibor. So skupino osnovali med študijem jazz glasbe v sosednji Avstriji. Že pred uradno otvoritvijo letošnjega dogajanja na Poštni so obljubljali nepozaben glasbeni večer. Ker bo cool, ker bo fajn vibe in ker se bo lahko plesalo in ja, fajn vreme je, tako da vabljeni. Glasbeniki zasedbe Soul and Pepper stavijo predvsem na nostalgijo. Cem glasbo 70-ih, takrat je seveda prevladoval funk, tudi nekaj pop uspešnic, Michaela Jacksona, recimo Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, tako da se pustimo tudi presenetiti. Po vabilu glasbenikov se je, potem ko je iz neba izginilo sonce, odzvalo veliko število glasbenih sladokuscev, ki dogajanje na Poštni ulici spremljajo iz prav posebnih razlogov. Ker je ena redkih ulic v centru Maribora, kjer se cel čas nekaj dogaja, vedno pride dosti ljudi, dobro glasbo imajo, dobro pijačo, meni je top. Fajn ambient, pa skozi se nekaj dogaja, pa vedno je folka. Ker se tu največ dogaja. Ker je vedno prostor, da se nekam umakneš, pa se malo podružiš s prijatelji. Ja, das ist für uns immer so ein Ausflug wie ein kleiner Urlaub nach Marburg. S pričetkom letošnjega dogajanja na Poštni ulici, ki je že 7. po vrsti, so zadovoljni tudi gostinci, združeni v Društvo za revitalizacijo mestnega jedra Poštna ulica. No, kaj naj rečem, poglejte, sami poglejte, zelo so zadovoljna, res. Predvsem zato, ker imamo dosti boljši zvok. Ja? Torej, po celi ulici je zvok isti. Ja? Včasih smo imeli tak, da je naprej nabijalo, zdaj pa je po celi ulici in je seveda atmosfera je tudi dosti boljša. Ne? Da ne govorim o tem, da nam vreme gre na roko, da ljudje so prišli super, krasno, jaz sem zadovoljna. Organizatorji obljubljajo tudi različna presenečenja. Presenečenj bo ogromno, ampak ne morem govoriti o tem, če bo presenečenje. Ne? Bo, res bo. Gostinci na Poštni ulici so prepričani, da je ključ do uspešne zgodbe prav v združevanju in vsakoletno stremenje k izboljšanju programa. Prav zato so letos za sestavo programa najeli profesionalca, saj po besedah Markovičeve ne želijo, da bi bil program preveč komercialen ali preveč alternativen. Organizatorji želijo namreč nagovoriti tako naše občane kot turiste, zato programski vodja Igor Fekonja Feki stavi predvsem na preverjene DJ-je in žanrsko raznolike skupine.